Anže, Aljoša, nova sezona kviza vem, že 900 daj je za vama, 1000 se približuje. Kako se spominjate prvih trenutkov tega kviza? Ja, zame so bili kar stresni. No. Aljoša je že imel, se mi zdi, malo več izkušenj s TV-jem. Jaz pa sem bil kar sem imel obročke tlele spodaj. No. Moker sem bil zelo, švico sem, tremo sem imel veliko, ampak je bilo dobro. No. So rekli, da je bilo dobro. Ja, tako je rekel Anže, jaz sem imel sicer že od prej izkušnje z kvizom, tako da ni bilo tako hudo, no, nisem bil toliko moker, koliko pravi Anže. Ampak vsak kviz je nova zgodba, seveda, zaradi tega, ker pač so nova pravila in tako naprej. Tako da preden toliko obvladaš v bistvu in postaneš siguren, pač nekaj časa traja. Ne. Mogoče so bile prve oddaje malo bolj okorne še, no? Kar je na nek način normalno, zaradi tega, ker pač si vržen v vodo, no? Nimaš zdaj možnosti se zelo dolgo časa pripravljati na to. Ampak očitno je bilo dovolj dobro, da smo že 7 let na programu. In da vas še niso zamenjali, kako radi nekateri to naredijo na televizijah, a ne? Imaš ta težko je to? To pa težko. Kaj je vama recimo ostalo v vseh teh letih najbolj v spominu? Morda tekmovalci, morda kaj studijskega, morda vprašanja? Sta se kaj naučila tudi iz vseh teh vprašanj? Ja, seveda, mislim, meni je zabavno, zaradi tega, ker se vedno nekaj novega naučiš, ne. Kar je pa ostalo najbolj v spominu, pa ne vem, mislim, na začetku, ker smo delali skozi ista ekipa, smo bili super ekipa, pa to pol je pač toliko dolgo časa traja zdaj že, da se pač menjujejo ljudje in od kamermanov do ostale tehnike in tako naprej. Zdaj pa nekateri tekmovalci so mi ostali seveda v spominu, sploh recimo tisti, s katerimi se vidiš večkrat, torej pomeni tisti zdaj že super finalisti ali pa super finalisti, s katerim se imaš pač več časa družiti, no? Pa več časa tudi med pavzami pogovarjati, pa iti na kavo in tako naprej, ne? Dogodkov je bilo pa kar nekaj, no? Kar nekaj zanimivih in nekaterih duhovitih, nekaterih neprijetnih, od tega, da smo mogli praktično že skoraj, da z varnostniki odstraniti enega tekmovalca, ker ni priznal poraza in tako naprej. Tako da v 7, torej v 900 oddajah ni hudič, da se mi zgodi marsikaj. Kako recimo potekajo priprave, da vidimo tisto, kar vidimo? Kaj se dogaja v zakulisju? Nič takega, kar ne vidite. Ogrejemo se prej, naredimo en ogrevalni krog, da se spoznajo malce z gumbi, da jih trema malce mine in potem štartamo brez kakšnih drugih stvari, ki bi nas motile, tako da pičimo. No, moram povedati, da meni je tudi par tekmovalcev ostalo v spominu, seveda tudi teh dobrih, ki so z nama dalj časa, tisti, ki zmagujejo, ki te res znajo presenetiti pozitivno z vsem znanjem, ki ga imajo. Seveda je bilo pa tudi veliko smešnih trenutkov, no, meni je bil en zelo smešen, ker se nisem mogel nehati smejati, smo morali ustaviti 3-krat. Vprašanje je bilo, geslo je bilo nagrobna cvetlica ali krušna mati, ne. In je gospod tako suvereno rekel Cipresa, da se nismo se mogli nehati smejati. Tako da ja, no, seveda je bilo veliko takih luštnih momentov, ki malce dvignejo atmosfero in malce sprostijo kakšne tekmovalce, potem ko malo ustavimo, se malo pomirijo, spijo kakšen kozarec vode, tako da luštno je, no. In kako luštno bo letošnja sezona, ki se začenja vsak hip? Zdaj tako je z novo sezono. Zmagovalnega konja ne menjaš, ne? Tako da tudi mi ne bomo zamenjali praktično ničesar. Tudi voditeljev ne? Tudi voditeljev ne, zaenkrat ne. Kaj prinaša prihodnost, ne vemo. Upamo, da ne, no. In gremo proti 1000 naprej. Jaz upam, da bo 1000 kakšna posebna oddaja, ne. Nekaj bomo sigurno pripravili. Da bo mogoče malenkost drugače, oziroma praznično, jubilejno, ker 1000 oddaj razen Dnevnika
Nima čikaša. Ni dosti oddaj doseglo te številke. Dobro, treba je vedeti tudi, da v formatu oddaje pač 5-krat na teden, zato do 1000 oddaj prideš prej kot s kakšno oddajo, ki je enkrat na teden na sporedu, ampak kakorkoli, no. Se mi zdi zelo lep dosežek, ne. Mi se bomo trudili še naprej po svojih najboljših močeh. Termin pa, format pa ostane ta enaka. Tako je, ostaja vse enako, 18:25 do dnevnika, 3 tekmovalci, en voditelj, dobre nagrade. Za konec povabimo še gledalce v vajino oddajo. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, gremo v novo sezono, vljudno vabljeni. Ponedeljka do petka na Sloveniji 1. V isti uri, na istem programu. Pazite nas in na druge in razmišljate svojo glavo. Uživajte.